Vi poznate Klementino Jezeršek? Klementina Jezeršek. Ne bi povedal po imenu pa priimku. Poznam edino Dvor Jezeršek v Zgornjem Brniku. Pa poznate diplomsko delo z naslovom Problem azbesta kot nevarnega proizvoda? Tako poznam zaradi tega, ker sem se s to temo uvadil v svojem prvem magistrskem delu. Drugače pa tako po imenu, ne vem. Gospod Ambrožič, mi smo šli gledati ta vaš magisterij, oziroma pač te, ker smo prečasno delali večer, kdo je kateri magistriral, diplomiral, doktoriral so izobrazbe poslancev in smo na tem ugotovili tudi vaš magisterij, pa smo šli preverjati podobne teme in smo naleteli na to diplomsko delo, ki sem vam ga omenjena tudi avtorica, ki pa se je izkazalo, da je zelo veliko prepisanega. V vaši magistrski nalogi zelo veliko prepisanega iz tega diplomskega dela. To bi rekel zanikal, zaradi tega, ker ne vem, odhod bi naj prepisoval, ker sem delal torej dolgo časa. Raziskave na to temo je moja magistrska, torej tudi obsežna z vsemi temi prilogami. Tako da ne vem, odhod vam pravzaprav ta podatek. Kot rečeno, glede prepisovanja, torej nimam nobene slabe vesti, da bi karkoli na to temo naredil narobe. Mi smo šli preverjati diplomsko, smo dali v računalniški program, ki obstaja, ki preverja ujemanje dveh dokumentov, ne? In smo ugotovili, da je v vašem magisteriju več kot 20% naloge dobesednega prepisa. Iz vašem magisteriju več kot 20% dobesednega prepisa iz omenjene diplome. Lahko to pojasnim. Govorimo o dobesednem zapisu. To me čudi, ker kot rečeno sem ogromno dokumentov obdelal, torej predelal, navedel, tudi termine, ker je bilo ogromno tehovnega materiala. Ampak stavki so dobesedno enaki. Stavki so bili enaki, je bilo sigurno reciklirano, tudi prav ostale, torej vire, ki sem jih navajal, sem pač popijel, tako da pač treba. Končna naloga šla tudi skozi vse postopke na pravne fakultete v Mariboru, kot rečeno, in to nekaj časa torej delal, časa je od tega minilo. Tako da potem ampak te kolegice, te diplomskega dela, ki vam ga jaz omenjam, tega nismo našli med viri. Kako pravite? Tega diplomskega dela, ki vam ga omenjam, problema azbesta kot nevarnega proizvoda, med vašimi viri ni magisteriju. Pravim, ne vem, tako pač vi trdite, jaz zdaj naloge tudi nimam pri sebi, kot rečeno, nimam nobene slabe vesti, da bi jo prepisoval ali tako to zdaj moderno v teh časih plagijate izvajal. Srečo pisane te naloge, on se je tudi zaključil, sredno obrazložitvijo. Kaj mi je to tudi bilo podlaga za razmišljanje, da nadaljujem pravzaprav študij prav na podlagi teh poklicov. Anje sem seveda na razpolago, sicer pa se vključujem, ker imamo ravno še sestanek, kar imamo jutri. Mi smo to pokazali tudi strokovnjaku oziroma pač ljudem, ki se s tem v disciplinskih komisijah ukvarjajo, brez da bi jim pokazali vaše ime, ne? In so nam so trdili, oziroma so rekli, da je to upravičen sum plagijata. No, se pravim, to je pač vaša trditev, jaz pač to zavračam, zaradi tega, ker kot ste sami omenili, ne vem o kakih procentih torej govorite, pa tudi še 1%, močno dvomim, to pa ne, torej, da sem tako ni povedal, v tej obliki, ki jo pač vi tukaj predstavljate, kot rečeno, naloga napisana z večletno raziskovanjem. Pravzaprav je interdisciplinarna, zaradi tega, ker se ima tudi veliko svetovnega gradiva, da so tudi navedeni in to je to.